Pozdravljeni ljudje medmrežja, današnji gost je oseba, ki zadnja leta skrbi, da je Slovenija v ospredju v svetu noter, tako da je zmagal tur, je svetovni prvak, je evropski prvak, je modul vseh modulov, drage dame in gospodje, z mano je Tadej Pogačar. Jaz sem tako dinamičen. Ni panike, vse ti je oproščeno, so napeti dnevi za tabo. Dejva takole, hitro bova, dodali se mi 4 minute, tako da začniva. Poglej me. Kaj vidiš? Vidiš mountainbiker, ki je v cestnih oblačilih. Koliko kil moram dol dati po tvoje, da bi lahko bil pro to rider? Ma ne mi samo v kilah, moraš imeti motor, pa priden biti, pa vse kile na koncu niso važne. Če imaš mašino, pa čez priden ti lahko rata. Všeč mi je, da me nisi zabal tako v tla, ampak da mi daš motivacijo. Pa se da si kar suh. Ne vem, zakaj je treba jamrati. Ne, jaz vidim, da ste prav atleti. V glavnem, naslednje vprašanje, ki ga imam zate, pa je, ko pogledaš ta tvoj črno zver od Kolnagota, kjer del na bajku ti je najjačji? Pa ne vem, po moje obroči feltne so najbolj. Tako stik si detajlo, ne? Ja. Vidiš, imaš srebrne pestice, sem videl. Ja, leta so malo lažje, so naredili. Hudba zlijaka pes. Z leti človek pride k pameti, ne? In tudi vidim, da ti si letos podpisal za Continental in prišel k pameti. Daj mi povej, kaj zate pomeni res dobra guma? Ja, varnost, da se hitro pele. Da si hitro pele. To, da je hitra, pa da greš nadol lahko tudi čez ovinke, da ga lahko založiš. Ampak ja, mi profiči rabimo, da je hitra, drugače pa da je udoben, pa da je varen. Udoben pa varen. Ja. In to Continental omogoča, ne? Vse, v bistvu vse. Edino, kar je, ne znam zamenjati, če imam defekt. Razumem, zato imaš druge stvari. Ne, mislim, pokličem jaz taksi. Včasih je bilo lažje, zdaj so pa toliko trde gume, pa obroči, pa tako, pa mlek je noter, ki so tubeless, pa to jaz rajš pol. To je edin downfall od teh gum, ki jih imamo zdaj v biti. Razumem, če je to edina stvar, je vse. Ampak skoraj nikoli ni defekta, ne. To je dober To je pa spet dober. To je dober podatek. Ok, zdaj pa takole. Ali nam lahko zaupaš na hitro, koliko kilometrov narediš čez cel let na treningu? Ja, letos jih bo, mislim, čez cel let jih bo enih 33. 33, ja. Kaj si na cesti? Kolikrat se srečaš z objestnimi vozniki, ki vozijo malo preblizu tebe? Prevečkrat, ja. Ampak jim zameram, ampak jih tudi zastopam, ker nas je biciklistov dosti na cesti in včasih tudi jaz vidim, da je kakšen kolesar je v svojem svetu, ne, na cesti. Tako da jaz moram reči, in kolesari, in vozniki, strpen biti, kolesar bod na robu ceste, okay, ne se zdaj po šodru voziti, ne, ki pol tudi kontinentalno več zdržal, ampak ja, strpnost iz obeh strani nas bo daleč pripravila. Bravo. Brez problema. Zelo lepo. Zdaj pa še tole. Zmagal si zdaj kaj, Lombardijo? Ja. Pa si šel na Krvavec v nedeljo in danes si tukaj. Ja. Koliko težko je biti Tadej Pogačar? Ne morem se z nobenim drugim primerjati, ker sem sam sebe doživel do zdaj. Včasih je težko, včasih je pa ful lepo. No, to si lepo povedal. Mi pa povej, takole, a kdaj odjadraš v momente, ki si želiš, da te noben ne poznal? Ja, zato ful rad potujem, ampak vse težje je se skriti kam, da te noben ne prepozna. Ampak ja, počasi se navajamo. Še 2 vprašanja. Zamisel, kdaj si najbolj srečen? Takrat, ko sem z Urško. Zelo lepo, Urška Cenga. Zdaj pa takole, a ne bi šel raj na bajk z mano, kad odgovarjaš na te glupe vprašanja? Ja. Imaš to.